Šentrupertu na severnem in od Novega mesta do Črnomlja oziroma Metlike na južnem kraku. Gre sicer zelo počasi. Na severnem delu, kjer so prvo lopato zasadili oktobra 2020, za zdaj torej potekajo le pripravljalna dela na enem od dveh več kot 31 km dolgih odsekih. Najzahtevnejše in tudi za gradbince najbolj mamljive konstrukcije šele prihajajo. Najbolj zahteven odsek bo v bistvu Klekovite, no v bistvu desno, to se pravi dolina Velunje, ne. To bo je najbolj zahtevnih odsekov, kar jih je tudi mogoče v Sloveniji se sploh zgradilo, to govorimo o 10 viaduktih pa 2 predorih. Glavni problem bo pa tudi samo dostopnost, no. To se pravi gradbišče in transportni promet, no, tako da to bo res izziv. Kakšni načrti, kdaj naj bi se to naredila? Ja, jaz si tega ne bi mogel reči, no. A se vsaj premika po letih zapletov, spreminjanja tras, dragih študij, protestov prebivalcev slovenskih občin in zahteve za presojo ustavnosti državnega prostorskega načrta. Veliko počasneje gre na slabih 48 km dolgem južnem delu od Novega mesta proti Hrvaški. 5-kilometrski del prvega odseka naj bi tam, čeprav je Dars pretekli teden zaradi pritožbe civilne iniciative ostal brez gradbenega dovoljenja, predvidoma začeli graditi šele prihodnje leto. Kdaj bo celotna trasa končana, si z gotovostjo ne upa napovedati nihče. Zamisli o izgradnji hitre ceste proti Koroški so sicer stari že več kot 4 desetletja. Korošci si zanjo glasno prizadevajo več kot 2. A da bi razumeli, zakaj traja tako dolgo, je treba v zgodovino. Poglejmo torej, kako smo gradili slovenski avtocestni križ. Osnovna ideja slovenskega avtocestnega križa je nastala leta 1969 pod vodstvom tedanjega predsednika slovenskega izvršnega sveta Staneta Kavčiča. Pred natanko 50 leti je bil zgrajen prvi 32 km dolg odsek Vrhnika-Postojna. V Cekinovem gradu so ob tej obletnici pripravili posebno razstavo z naslovom Slovenika zares si čudovita. Kot pripoveduje ena od avtoric razstave, višja kustosinja Irena Ribič, so avtocesto gradila podjetja iz vse Jugoslavije. Gradnja sploh prvega avtocestnega odseka v državi je bila tedaj velika stvar, prava atrakcija. To je bila takrat zelo huda noviteta. Pojavljalo se je tudi to, tudi zasledili smo s kolegico, recimo v Gradbenem vestniku, da so vabili ljudi na vodenja po tem novem odseku. Poleg tega so okoliški ljudje, ki so živeli tam, spremljali gradnjo. To je bila res taka novost. Recimo v članku revije Tovariš se pojavi tudi prav, kako se cesta uporablja, torej da sta to 2 enosmerna pasova, da ne bo nihče pripeljal nasproti. Tako da res iz tega se vidi, koliko in ena je bila to noviteta in 2, koliko so ljudje to težko čakali. Gradnja je bila zelo zahtevna, pogosto tudi nevarna, pripoveduje soavtorica razstave kustosinja Monika Močnik. Posebna zgodba je recimo povezana s Štampetovim mostom. Tukaj na fotografiji tudi vidimo, oni so hoteli pa že na obstoječi železniški viadukt narediti predor, kjer bi potekala avtocesta, vidite. In kaj se je potem tukaj zgodilo? Med delom je zazevala, tukaj, ko so to pravzaprav utrjevali, je zazevala ogromna vrtača, kar naenkrat in je bila takrat ta sreča, da so bili delavci ravno na Malci, ker namreč, če si predstavljate, te tračnice so obvisele v zraku. Še dodatna sreča je pa ta, da so bili delavci pravzaprav toliko pri sebi, da so vedeli, da prihaja ta vlaka vsak iz ene strani in da so bili tako odzivni, da so dejansko začeli laufati na eno in drugo stran in opozarjali pač vlake in so jih uspeli pravočasno opozoriti, tako da sta se ustavila in so preprečili kar eno veliko katastrofo. Prvo slovensko avtocesto so gradili 30 mesecev. Do osamosvojitve je Slovenija dobila slabih 200 km avtocest in hitrih cest. Pospešeno pa se je gradnja avtocest v Sloveniji začela po osamosvojitvi. Da bi zagnala gospodarstvo, predvsem pa povezala državo, pripoveduje dr. Robert Rijavec z Prometno-tehniškega inštituta Ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, se je namreč politika tedaj odločila, da bomo gradili avtoceste. Da bi se seveda neka regija oziroma neko območje razvijalo, da ne bi propadlo. Se pravi, zakaj potrebujemo ceste? Potrebujemo to, da se ljudje tam ne bi intenzivno odseljevali in temu primerno živeli neko dobro življenje.
Leta 1995 smo dobili nacionalni program izgradnje avtocest. Predvideno je bilo, da zgradimo 500 km avtocest za 2 milijardi dolarjev. Nerealno je Jasen Gregor Ficko, dolga leta zaposlen na družbi za državne ceste, kasneje je pri Ministrstvu za promet vodil sektor za avtoceste. V bistvu sem jaz potem, ko sem govoril z nekaterimi sodobniki, ki so sodelovali pri tem pisanju prvega programa, jih je velika večina povedala, da so bile že takrat prve ocene, da bi izgradnja avtocest v Sloveniji oziroma dokončanje Kavčičevega koncepta stara okrog 4 milijarde dolarjev. Vendar je bila to tako velika cifra, da dejansko takrat niso upali iti s tem ne pred vlado in ne pred parlamentarce. Zato je v bistvu bila ta ocena znižana in so izhajali nekje iz povprečne vrednosti 4 do 5 milijonov evrov po kilometru, kar je bila pa v bistvu povsem nerealna vrednost. Le 3 leta kasneje so prišle spremembe in dopolnitve nacionalnega programa. Trase smo podaljšali na dobrih 550 km, cena je narasla za kar 90%. Leta 2004 pa namesto dokončanih avtocest nov dokument resolucija o nacionalnem programu izgradnje avtocest, dolžina dobrih 570 km, cena skoraj 5 milijard evrov in pol. Na koncu je ta program slovenske davkoplačevalce, pa tudi to moram povedati, da ne slovenske davkoplačevalce, ampak banke, ki so kreditirale to, mi pač odplačujemo te kredite skozi cestnino, stal okrog 5,8 milijarde ameriških dolarjev. To je potem ta dokončna nekako cifra. To je ta cena, govorim o odsekih, o križu, ki je bil dokončan nekje leta 2012, tukaj zdaj ne govorim recimo o dokončanju tedenske avtoceste, se pravi od Draženca do Gruškovja ali pa o gradnji 3. razvojne osi ali pa o načrtovanju odsekov, kot so recimo Postojna, Divača, Jelšane in tako naprej. Danes imamo v Sloveniji 625 km avtocest in hitrih cest. Za primerjavo, Hrvaška ima dobrih 1400 km avtocest. Gradili so jih večinoma v javno-zasebnem partnerstvu. Ob državni družbi Hrvaške avtoceste jih upravljata še 2 koncesionarja, Bina Istra in AZM. Samo izgradnja 145 km-skega istrskega Y, ki ga upravlja Bina, bo, ko bo končan, skupaj stala več kot milijardo evrov. Toda, kar je ključno, zakaj se je gradnja v Sloveniji tako dražila? Ne le dodatna dela, višje cene gradbincev, dodatne okoljske zahteve, arheološke raziskave, pogosto se je cena odsekov višala zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti občin, posledično pa spreminjanja tras in dolgotrajnega umeščanja v prostor. Načrtovalci nismo imeli opravka samo z majhno peščico županov, temveč z 2 milijoni ljudmi, ki demokratično odloča in jasno pri tem je povzročilo to tudi ne samo denarne, temveč tudi časovne zamike. Eden takšnih primerov je gradnja avtoceste ob Trebnjem. Zaradi nasprotovanja civilne iniciative je samo umeščanje trase v prostor trajalo 12 let. Projekt se je podražil za približno 70 milijonov evrov. Pri samem načrtovanju, če govorimo o 2-letnem delu nekega inženiringa ali pa o 12-letnem delu inženiringa, upam, da razumete, da to cena ni ista. Še en primer, avtocesta mimo Radovljice. Tedanji župan je vztrajal, da traso avtoceste vkopljejo pod nivo terena. Kar je bilo v bistvu izredno neracionalna rešitev. A ker je grozil z vetom, je dosegel svoje. V razgovoru sem seveda župana vprašal, kako ste pa zdaj zadovoljni za to rešitve, ki pa bila že izvedena. Je pa, mislim, rekel, sem bil prav presenečen, rekel, veste, nisem zadovoljen, kaj pa je, rekel, veste, zdaj se pa ne vidi naših prelepih gorenjskih planin. Gradnjo avtocest so spremljale tudi številne afere. Leta 2001 izbruhne afera Disketa. Zgodba o domnevni goljufiji na javnem razpisu za gradnjo predora Podmilj na Trojanah dobiva nove razsežnosti. Izkazalo se je, da SCT na javnem odpiranju ponudb za gradnjo predora Podmilj na avtocesti Trojane-Blagovica ni predložil iste diskete, kot je bila pozneje priložena pogodbeni dokumentaciji. Disketi z različnimi ponudbami sta bili celo različne barve. Dars je ponudbo SCT pri vnovičnem odločanju izločil, odgovarjal ni nihče. Jaz sicer nisem kriminalist ali pa strokovnjak za to vrstno vprašanje, ampak mislim, da je bila to zgodba, ki bi jo, če bi bil interes države, lahko zelo hitro ugotovili, kdo so bili glavni krivci, kaj se dejansko tam zgodilo, kako je lahko barva diskete zamenjala se čez noč iz rumene na rdečo, če se ne motim.
Kljub številnim novim aferam, sumom podkupovanj pri rejanju razpisov se ni zgodilo nič. Šele leta 2008 po aferi Čista lopata pri rejenem razpisu za gradnjo letališkega kontrolnega stolpa je odjeknilo razkritje, da imajo trije slovenski gradbinci, SCT, Vegrad in Primorje, že desetletje dogovor, kdo in kako bo gradil slovenski avtocestni križ. Nekdanji šef Primorja Dušan Črnigoj je pred leti v prvem intervjuju, potem ko je prišel iz zapora, o tem govoril za 24 ur Fokus. V tem sporazumu, ne vem, kaj je bilo slabega, je podražil avtoceste ali ne? Ne. Zemljski sporazum, o katerem govorite, jaz mislim, da je samo razdelil ta posel slovenskih avtocest med več izvajalcev. Govorimo, da gre za to za kartelno dogovarjanje. Mislim, da ne. Gradbinci povsod po svetu seveda poskušajo, tako pri nas kot zunaj, poskušajo seveda izigrati sistem, če je to možno. Javna naročila so zelo spolzek teren, vendar za razliko od Slovenije je pa treba povedati, da v tujini to zelo hitro sankcionirajo. Organi, ki so za to pristojni. Policija, tožilstvo, pravosodni sistem, preiskovalni sistem. Pri nas smo pa vedno samo poslušali očitke, na koncu koncev se je pa zgodba na sodišču, mislim, da vlekla samo okrog te Čiste lopate, ki pa ni bila povezana z avtocestom, ampak je bila z gradnjo letališkega stolpa. Kako imeli te sestanke, ali pa beri po građevinsko likofe, po gradno likofe, vedno obložena miza, ko smo se usedli, malo popili, malo pojedli, malo se skregali, tudi skoro stepeli. Večkrat me novinarji vprašajo, kakšen vpliv ima pa Zidar na avtoceste. Zidar je tolikšen vpliv, kot mu ga je politika dopustila. In toliko, kot mu je dopustila, tako leva kot desna, kot se on privoščil. In če bi država znala, ali pa hotela, ali pa želela pravočasno zategniti uzde, recimo potem tudi teh afer, tudi do njih ne bi prišlo. Ob tem so se začele pojavljati tudi številne napake, primer Trojanski predori. Neodvisna preiskava trojanskih predorov je končana, ugotovitve pa alarmantne. Več kot polovica ceste v predorih ni primerna za vožnjo. Pa Šentviški predor, le nekaj ur po odprtju je s stropa odpadel kos protipožarnega ometa. Prvič in po dobrem mesecu še drugič. Saj ni res, pa je. Najdražji slovenski predor vseh časov, Šentviški, ki nas je državljane stal 132 milijonov evrov, bo v enem mesecu že petič zaprt. Kdo je bil za te napake kriv, javnost ni nikoli izvedela. Ne pri drznosti, ne pri odpadu tega ometa te priložnosti ni bilo, oziroma so potem te raziskave, rezultati končali nekaj predalih, to več nobenega to ni zanimalo. In še en primer, dobra 2 km dolg predor Markovec, projektirali so ga za 10, zgradili za skoraj 60 milijonov evrov. Zelo se je spreminjala tudi sama dinamika gradnje. Do leta 2004 je Dars v povprečju v avtoceste vlagal 400 milijonov na leto, potem pa kar dvakrat več. Na to je jasen dr. Rijavec vplival tudi vstop Slovenije v Evropsko unijo, spremenjeni prometni tokovi. Lahko rečemo, da so se vsi, ki smo takrat sodelovali pri načrtovanju avtocestnega križa, tako ali drugače, zavedali tega dejstva, da prosti pretok blaga in oseb v bistvu pomeni tudi bistveno večje mednarodne obremenitve v naših, rečemo, na našem ozemlju. To je pomenilo intenzivnejšo gradnjo. Je treba priznati, da je to zelo pregrelo gradbeni trg. Cene so skokovito v gradbeništvu takrat narasle. Meni so župani razlagali, recimo, da niso mogli dobiti izvajalca, ki bi recimo gradili lokalno infrastrukturo. Vse, kar je v Sloveniji takrat bilo zmožno graditi, bilo na slovenskih avtocestah. Potem je udarila kriza, trg se je sesul, gradbinci so začeli padati kot domine. Hilda Tovšak je priznala, Vegrad je plačilno nesposoben. Usoda SCT je zapečatena, gradbenemu podjetju ni več pomoči. Ajdovskemu Primorju se je čas, kot kaže, iztekel. Medtem je Dars, upravljalec in vzdrževalec slovenskih avtocest in hitrih cest, že ves čas osrednji predmet spopadov za obvladovanje državnih infrastrukturnih milijonov, tarča različnih lobijev, doma ni bilo vodstva družbe, ki ga ni bi doletela kakšna ovadba. In pod črto cena gradnje imamo odseke, ki so bili zelo dragi, ker so bili zelo zahtevni. Tu je najdražjih 5. Koseze-Kozarje zaradi Šentviškega predora 47 milijonov evrov na kilometer, Vransko-Blagovica 24,4, vzhodna štajerska obvoznica 21 milijonov evrov na kilometer, hitra cesta Razdrto-Vipava 20,
in klanec Ankaran s črnokalskim viaduktom 19,3 milijonov evrov na kilometr. Ali to torej pomeni, da smo gradnjo avtocest v Sloveniji preplačali? Ne, absolutno ne. Poprečno je kilometr slovenske avtoceste glede na konfiguracijo terena pri nas stal 11 milijonov evrov. Kakšne pa so pravzaprav slovenske avtoceste danes? Danes avtoceste po, bomo rekli, eni intenzivni gradnji, ki se je začela pred več kot 20 leti, bomo rekli, so že v fazi, ko jih je potrebno vzdrževati in sicer intenzivno investicijsko vzdrževati. A zaradi vse gostejšega prometa, vse hujših zastojev, obremenitev se bo treba posvetiti tudi inteligentnemu vodenju prometa. Mi ne znamo pogledati v Sloveniji 20 let naprej, ali pa 30 let naprej. Gradnje novih odsekov pa se lotevati pogumneje, predvsem pa hitreje. Tak projekt, kot je nacionalni program izgradnje avtocest, to ni muha, ki jo zgradimo v 5 ali pa bomo rekli preženemo v 5 minutah, ne? Temveč je projekt, ki traja desetletja in se moramo vsi tega zavedati in pogumno stopiti v tak projekt. Ne, se pravi, brez poguma strokovnjakov, brez multidisciplinarnega pristopa in brez, jasno, tudi poguma politikov, konec koncev, takega projekta ni možno realizirati. Jaz si želim, ne, da bi ti odseki, ki še niso zgrajeni, pa bi morali biti zgrajeni, ne, da jih recimo avtoceste od Postojne do mejnega prehoda Jelšane ne bomo dočakali na 100-letnico, ko je recimo Kavčič uvrstil v razvojne programe, ne, da bo to končano prej. Zakaj to govorim, ker še vedno nimamo niti variant izbranih, kaj šele prostorskega, torej državnega prostorskega načrta. Ne, še enkrat začela se leta 1969. Ne, da bi tudi Korošci, torej ljudje na Koroškem, v Beli krajini, v Šaleški dolini prišli do svoje hitre ceste dosti prej, kot kaže sedaj projekcija.